Na poslovnem dogodku dvig produktivnosti se začne pri upravljanju delovnega časa v organizaciji podjetij Špica International in Microsoft Slovenija. Veseli nas, da ste nam v tem dopoldnevu namenili pravzaprav tisto, kar je najdragocenejše, svoj čas. Do 11:45 bom z vami Vesna Sodnik, ki bom, upam, da bolj ali manj produktivno krmarila med vsebinami, ki smo jih danes pripravili za vas. O čem bo torej govora? O produktivnosti, o kateri se danes praktično, predvsem kot o ideji, ne toliko o dejanskem stanju, govori vse povsod. Eden ključnih povodov za današnje srečanje je predvsem Umarjevo poročilo, ki pravi, da Slovenci kljub izrednim potencialom inovativnosti, podjetnosti in umeščenosti v samo srce Evrope za najboljšimi po produktivnosti zaostajamo za kar 17%. Pa je produktivnost resnično tako pomembna? Verjamem, da vam bodo več o tem zaupali naši odlični gostje, sama pa naj si sposodim besede Nobelovega nagrajenca Paula Krugmana, ki je zapisal takole: produktivnost ni vse, vendar je na dolgi rok skoraj vse. Sposobnost države, da izboljša življenjski standard prebivalstva, je tako rekoč v celoti odvisna od sposobnosti povečati dodano vrednost na zaposlenega. In verjamem, da si boljšega življenjskega standarda za nas in za naše zanamce želimo vsi. Prav zato seveda je današnji dogodek še toliko bolj na mestu. Zdaj pa poglejmo, kaj nas danes čaka. Spoznali boste orodja za izboljšanje delovne produktivnosti, prisluhnili uspešnim zgodbam in izvedeli za najnovejše tehnične možnosti. Poučili pa se boste tudi o zakonodajnih in poslovodnih vidikih upravljanja z delovnim časom. Preden pa skočimo v konkretne primere, še dobrodošlica strani gostiteljev, podjetij Špica International in Microsoft Slovenija. Na oder najprej vabim generalno direktorico Microsoft Slovenija, Barbaro Domicel, katere skrivni recept za lastno produktivnost je baje zgodnje jutranje vstajanje. Barbara, lepo prosim. Pozdravljeni z moje strani. V bistvu je še kakšna druga stvar tudi na moji strani produktivna, ne samo zgodnje vstajanje. Se pravi, moje ime je Barbara Domicel. Morda, če ste slišali Microsoftov, ne logo, ampak naše poslanstvo, ne, je opolnomočiti vsakega posameznika in vsako organizacijo na svetu, da doseže več. In jaz mislim, da že to naše osnovno poslanstvo je tisto, ki nekako tudi zelo močno vsebuje to produktivnost, inovativnost in pa boljše sodelovanje. Jaz bi se lepo želela zahvaliti Tonetu, ki pa sploh je za povabilo in pa tole priložnost, da vam na kratko predstavim, kako v Microsoftu vidimo prihodnost in pa storilnost, se pravi v nekem obdobju, ki ga vse bolj zaznamujeta pa seveda nova tehnologija, umetna inteligenca in pa oblak. Zdaj, če pogledamo 20 ali pa 30 let nazaj, ne, je dejansko res zelo osupljivo, kako zelo je tehnologija spremenila naše življenja in pa svet. Recimo v Microsoftu smo nedavno naredili eno zanimivo raziskavo z London Business School in pa podjetjem KRC Research. Če predstavimo na kratko te rezultate raziskave, v kateri smo podjetja v Evropi spraševali, kako se soočajo s spremembami. Se pravi, neizpodbitno dejstvo je, da živimo v obdobju vse hitrejših sprememb. Čutimo jih na vseh področjih. Na tehnološkem področju, v vaših organizacijah, v poslovnih modelih, ne nazadnje pa tudi v pristopih vodenju, ki jih čutimo vsak dan. Kaj je torej pokazala ta raziskava? V kar 92% vprašanih menedžerjev je povedalo, da je njihovo podjetje v zadnjih letih doživelo neko bistveno spremembo, ki je temeljito spremenila njihovo poslovanje. Tudi v tej raziskavi se je pokazalo, tako kot se pokaže v marsikaterih organizacijah v Sloveniji, kako počasi in kako težko, kako odporni smo ljudje na spremembe. Jaz mislim, da se s tem srečujemo vsi, ne nazadnje pa tudi tamle tistih 75 ljudi, ki sedi nekaj nadstropij više v slovenskem Microsoftu. Obenem je uvajanje sprememb, ne, sploh pa tistih, pri katerih moramo neko svoje vedenje spremeniti, je lahko izredno težavno. In opaziti je izreden razkorak med vse hitrejšim tempom tehnoloških inovacij, pa našo sposobnostjo ali pa celo pripravljenostjo, da se tem inovacijam prilagodimo, da jih sprejmemo.
In zato smo se vprašali, kaj seveda odlikuje tista podjetja, ki se uspešno soočajo s spremembami. Ugotovili smo, da se uspešneje preobražajo in pa konkurirajo tista podjetja, ki se izredno temeljito posvečajo storilnosti svojih zaposlenih. Se pravi tisti, ki so vzpostavili tako imenovano inovacijsko kulturo. Če pa povem drugače, gre za tista podjetja, ki so uspešno zagnala inovacijsko kulturo, v kateri so nove ideje in pa zamisli ne zgolj tolerirajo, ampak se načrtno spodbujajo in pa podpirajo. Kakšna so ta okolja z visoko inovacijsko kulturo? Gre za podjetja, v katerih se zaposleni lotevajo problemov iz nekih novih zornih kotov in pa na nove načine. Vkolikor vam uspe tako kulturo uvesti v svojem podjetju, boste izredno uspešni. V teh podjetjih se zaposlene tudi podpira pri kreiranju in razvoju nekih novih idej. Obenem so ta podjetja tudi zelo prilagodljiva v odzivanju na spremembe v svojem delovanju. Se pravi, ta podjetja z naskokom nekako zmagujejo tudi v dirki pridobivanja najboljših talentov in lažje zadržijo obstoječe kadre. Tu recimo mi opazimo danes, ko poskušamo zaposliti kakšnega mladega človeka, ki se zelo hitro vpraša, kako inovativno je naše podjetje, kakšne tehnologije uporablja vsak dan. Kaj se torej lahko naučimo od teh inovativnih podjetjih? Ta podjetja se bolj kot ostala posvečajo temu, da delovnim skupinam omogočijo učinkovito delovanje, sodelovanje. V tovrstnih organizacijah zaposleni lažje izmenjujejo informacije in sodelujejo s partnerji in strankami. Podrla so silose med delovnimi skupinami, ni več tipičnih organizacijskih shem. Prepoznala so tudi učinkovitost izmenjevanja znanja med zaposlenimi in ta so ključna za prihodnji poslovni razvoj. En drug pomemben dejavnik je seveda tudi opolnomočenje zaposlenih za to, da imajo visoko stopnjo avtonomije in seveda, da imajo številne priložnosti, da se njihov glas dejansko sliši. Se pravi, kako dobro poslušamo svoje zaposlene. Bolj kot v preostalih podjetjih lahko zaposlenih v inovativnih podjetjih sami odločajo, kako se bodo lotili dela. Pa če dodamo še nekaj, v teh podjetjih skoraj 3/4 zaposlenih pravi, da delajo okolje, ker napake ne predstavljajo konec sveta, ampak predvsem priložnost za neko novo učenje in pa izboljšave v organizaciji. Tretji dejavnik, v teh inovativnih podjetjih so uvedli ukrepe, ki zaposlene varujejo pred nepotrebnim zapravljanjem časa. To je tudi po mojem ena izmed stvari, ki se vsak dan z njo srečujete. Raziskava je namreč pokazala, da zaposleni v teh različnih panogah porabijo kar 52% svojega časa zaradi nekih neučinkovitih prekinitev, motečih prekinitev dela, neučinkovitih sestankov, predolgih sestankov, nepotrebnih klicev, e-mailov, recimo v tem primeru, zamudnega iskanja informacij in tako naprej. In če povzamemo, v tem novem obdobju je naše nekako najbolj dragocenejša stvar, ki jo pridobimo, se pravi naša valuta, je v bistvu naša pozornost. Ali jo imamo v našem, rečemo, 8-urnem delovniku dejansko dovolj. Kako se torej nekako lotiti razvoja inovativne kulture v podjetju? O tem v Microsoftu govorimo ogromno. Ključ za spremembe po našem mnenju so seveda voditelji, ki morajo imeti tako čas kot tudi znanje za uvajanje sprememb. Nepogrešljive pa so seveda prave tehnološke rešitve. Pri Microsoftu zato namenjamo zelo veliko pozornosti razvoju orodij za učinkovito sodelovanje, kot je recimo Teams. Morda ste že slišali, zadnje raziskave kažejo, da Teamsi beležijo izredno hitro rast. Prejšnji mesec smo tako dosegli nov mejnik. Prvič smo zabeležili kar 20 milijonov aktivnih dnevnih uporabnikov. To je 55% več kot v juliju. Jaz mislim, da je to dejansko potrditev, da se je ta produkt izredno hitro prijel. Mislim, da je na trgu neke 2 leti. Rezultati so izjemni.
Hkrati seveda v Microsoftu nudimo tudi tehnologije in platforme, na katerih pa lahko svoje tehnologije seveda razvijajo naši partnerji. Mene zelo veseli, da boste današnji dan namenili produktivnosti, da se bomo veliko pogovarjali o idejah in pa nekih novih načinih, kako dvigniti produktivnost in storilnost tudi v naših organizacijah. Jaz vam želim en krasen, produktiven dan in se vidimo v popoldanskem času. Hvala lepa. Najlepša hvala za te uvodne besede, Barbara Domicel. Če se navežem na vas, ena misel modra pravi na temo sprememb, da spremembe še nikoli niso bile tako hitre, kot so danes in nikoli več ne bodo tako počasne, kot so danes. Kdaj je torej pravi trenutek, da spremenite nekaj, kar ste do zdaj počeli vedno na enak način? Danes. Naslednjih nekaj minut pa namenjamo našemu naslednjemu govorcu, namreč direktorju in ustanovitelju podjetja Špica International, Tonetu Stanovniku. Če Toneta še ne poznate, ampak verjamem, da večina ga dobro pozna, naj vam povem, da je najboljši zagovornik in tudi ambasador produktivnosti v Sloveniji. Namreč o pomenu upravljanja z delovnim časom je govoril že pred 3 desetletji in o tem strastno govori še danes. Kako gospod Stanovnik gleda na spremembe, pa boste izvedeli kar od njega samega. Lepo prosim. Hvala, Vesna. Jaz bom probal kar pred vami majčkeno poplesati. Jaz sem zelo vesel, da ste se zbrali v toliko velikem številu. Špica danes praznuje hkrati v teh dneh tudi 30-letnico. Mi nismo tle sicer planirali, da bomo naredili eno veliko zabavo, smo pa rekli, dajmo mogoče zadevo preživeti delovno in na koncu tudi izmenjati malo izkušenj in mislim, da bo to odlična zgodba za 30-letnico Špice. Hvala lepa. Jaz bi se najprej zahvalil Microsoftu. Mislim, da nas nekaj stvari z njimi veže, če ne drugega to, da Špičaki tudi zgodaj vstajamo. Jaz sem namreč, ko sem začenjal svojo podjetniško pot, raznašal časopis zjutraj z motorjem. Vzel sem si 2 rajona, zato sem mogel v Ameriko z sošolcem in seveda denarja ni bilo. V Ameriko nas tudi niso spustili. So bili še hujši kot Trump, če mi verjamete, in sva vzela karto za Kanado, tam je bilo nekaj Slovencev in sva pol vzela en dan turistične vize in sva šla čez in ostala tam cel mesec z Greyhoundom okoli Amerike. Vam povem, kakor da človek na drugem planetu živi. V bistvu sva spala na avtobusu, zjutraj sva vstala in sva šla v mesto in res enkratno. Tako da v Ameriko jaz pravzaprav niti ne grem nazaj, ker se mi zdi, da je to pač drugi planet, imamo pa zdaj tam novo firmo in spet je Microsoft kriv, ne boste verjeli. En super projekt, z njimi smo zastavili sredi leta tle v Sloveniji, pol pa je v Sloveniji ta zadeva majčkeno bila daleč od centrale in mi je njihov sodelavec Sašo svetoval, kaj če bi ti malo Američane probal, ker je program nov, pa mu šlo hitrejš. In jaz se tam prijavim na ameriški Microsoft in je res začel zelo hitro jeti. 1/3 smo bili že not, na kar so se oni ustavili in so rekli, ja pa sej vi nimate firme tle v Ameriki, sej v bistvu nimate, smo rekli, ja sej to je res, a je to pogoj, so rekli, ja in potem smo, ne boste verjeli, ne, v 14 dnevih firmo v Ameriki naredili. Imamo fine ali pa sposobne Slovence, posod in New Yorku smo imeli eno advokatinjo, ki je v 14 dnevih odprla firmo. Res, da pravzaprav zdaj ni tam velika množica špičakov, ampak se zadeva pripravlja, tako da nekaj o tem mogoče skozi tole predavanje. Danes, poleg vas, ki ste tle, seveda to prenašamo tudi v živo. In sem zelo vesel, da mogoče kakšni, kot je tale kolegica, lahko to pred Kristalno palačo tudi na telefonu v bistvu zasleduje, tako da nas tehnika s kolegom Petrom, ki v živo to prenaša, sledi. Bo tudi posnet, tako da boste lahko razdelili vašim soborcem in da zadeva bo bolj seveda odmevala. Naslov sem pa dal temu kratkemu ekspozeju, Vesna je rekla par minut, mogoče bo 10-15, sem mu dal akcijski plan za dvig produktivnosti v Sloveniji. Zakaj? Zato, ker je to nalepka, ki je zdajle na mapi ministra za gospodarstvo in ima to nalogo, da v bistvu
od besed, ki jih vidite veliko v časopisih, to so polne, bi rekel, kolumne produktivnosti, kako nam tukaj ne gre. Sicer smo super izvozniki, v produktivnosti je pod povprečjem Evrope. In jaz pravim, to je v bistvu delnica, ki je zdajle nizko. Se pravi, vsi podjetniki, če bomo stavili na produktivnost, pravzaprav bomo previharili viharje in o tem bo še danes nekaj debate. Jaz sem na 5 točk razdelil predavanje, če ni to bolj ekspoze, kako se vesna temu reče, in bom kar pohitil, da ne bomo predolgi. Malo bomo pogledali zgodovino, malo v špici danes, pa o trenutni situaciji s produktivnostjo v Sloveniji, predvsem pa se bomo ozrli naprej, ker mislim, da je, če vidimo majčken naprej, to zelo pomembna prednost v teh časih. Zdaj majčken dejstvo v špici, mi, kakor sem rekel, 30 let, 30 držav, se pravi naše kupce imamo razprostrte, ne samo v Sloveniji, ki jih je res da polovica, 1/4 jih je v Adriatic regiji, tako da pokrivamo države podobno kakor Petrol, vse te regijske države, podobno kot NLB, podobno kot Gorenje, se pravi, smo regijski igralec in imamo svoje podjetja v 6, 7 državah, se pravi Ljubljana, Zagreb, Beograd, Sarajevo, Skopje, Črna Gora in ta zadnji v New Yorku. Tako da sem zelo vesel pravzaprav tega dogodka, ki nas je spravil tudi v pogon, da z Microsoftom skupaj malo še razširimo geografijo. Namreč Microsoft ima multi-country področje 24 držav in upam, da takle dogodek, ki ga imamo danes tle, lahko razširimo tudi v ta segment in naprej. Da ne bom šel prehiter, bom še par stvari v špici razložil. Mogoče to, da je to zdaj 100 strokovnjakov, polovica njih v Sloveniji. Zakaj? Ker je tle tudi razvojni center in večina teh sodelavcev je v razvoju. Namreč mi zdajle živimo obdobje ribe. Jaz ne vem, če veste, kaj to pomeni. To pomeni, da smo pod vodo. Ne, hecam se, ampak ko informatiki vstopijo v cloud, jih 2 stvari zadaneta. Ena je, da morajo investirati ogromno, da iz starih, govorimo o informatiki, ki so 30 let na trgu, iz starih sistemov, kjer so programirali v Delfiju, ali pa v .NET-u, morajo zdaj v nove, v cloud zgodbe začeti programirati in morajo izredno veliko investirati. Hkrati pa cloud pomeni, veste, da investicija ali pa pritok financ ne bo tako hiter, ker gre to na dolgi rok. Gre za naročnino, gre za najem. In tisti, ki smo nekaj kapitala na kup nabrali v preteklih letih, mislimo, da bomo to, bi rekel, globinski potop preživeli, ker imamo to izračunan in mislimo, da je to plus tudi za naše kupce, pa bomo o tem malo več povedal kasneje. Mogoče še ta tretji del se mi zdi zelo zanimiv. A veste, SAP, Barbara, to moram povedati, SAP je z Microsoftom zdaj podpisal strateško alianso in ime te alianse so dali objem. Se pravi, SAP pa Microsoft sta šla objem, ker SAP mora svoje ERP sisteme na eni dobri platformi vrteti in to je Microsoftov Azure. No, mi smo to opazili, smo rekli, gremo mi v ta objem v sredo noter, tako da je špica šla v sredo noter, ker smo pa manjši, smo rekli, gremo z Gartnerjem. Gartner nas je letos, to je svetovna analitska hiša, ki se predvsem z informatiko ukvarja z softverom, nas je izbral med top 20 svetovnih podjetij. Res, da smo to agilno odpeljali, verjemite, da je čuden, da so izbrali enega iz, bi rekel, juga Evrope, pa nobenega Nemca ni not, kjer so zelo dobri Nemci, ampak včasih je treba tudi na agilnost računati. In danes še malo več o tem, pa mogoče malo preskočen, ker Vesna pravi, da je ura pomemben gospodar. Zdaj pa bo meni Neža dala eno zadevo tamle v zadnji in bom malo vas vključil, da ne boste zaspali, kaj boste dobili. Tukaj so grafike, jih je nam Umar narisal in nekako kažejo segmente slovenskih podjetij. In sem seveda malo pokril, zato da boste malo razmišljali. V tem prvem grafu kaže podjetja, ki so domači proizvajalci ali pa veliki izvažajo. Kdo od vas nekako bi mi odgovoril na vprašanje, naj vzdigne roko, rdeča črta ali predstavlja to domač, govorimo o produktivnosti. Se pravi, ti na vrh so najbolj produktivni. Prvo bi rad vprašal, kateri proizvajalci, te, ki veliki izvažajo ali domači, so na vrh. Kaj se vam zdi ta rdeča, koga odraža?
Se kdo upa vzdigati roko? Neža ima tam rdečo špico pripravljeno. No, kolega, izvozniki so najboljši po produktivnosti. Lahko se vprašamo, ali je to kura ali jajc. A so zaradi produktivnosti izvozniki ali so zato, ker so izvozniki mogli produktivnost toliko našpičati. Definitivno izvozniki so na vrh in Neža, te bom prosil, kolegu, sem zelo vesel, ker tole je podjetje Nomago, če jaz kaj dobro vem in bo danes z nami. Zelo pomembna firma, tako rekoč se tepejo za njo, če časopise berete. In sem zelo vesel, da bojo danes na odru 2-3 besede povedali, ne samo kako s kartico prihod-odhod, ampak kako si kolo sposodite, 3/4. Vse prav, vse kar ena taka napravca, ki zdaj leze v telefon, omogoča. Drugo vprašanje je malo bolj zakompliciran, ne? So podjetja majhna, mikro, srednja, velika, kateri mislite, da so najbolj produktivni? Kdo se upa vzdigati roko? Nagrada, ki jo ima Neža, je kar simpatična. V teh mrzlih časih to je taka simpatična dekca spletena v Šrilanki od bivše špičakinje, ki ima tam nekaj lokalnih, veste, Šrilanka je bila, bi rekel, pod cunamijem, tako rekoč nekaj časa nazaj. Tako da ta naša bivša sodelavka ima neki vasi tam in v teh vaseh te dekleta pletejo te dekce. Vse boste videli, gor je tudi napis. Tako da, kdo si upa povedati, katere firme so v tem roza segmentu? Male, velike, srednje, kolega? Male pa srednje. Zelo zanimivo, jaz bi bo dal kar, bi rekel, nagrado, zato ker so res srednje. Ne boste verjeli. To je finta, vsak bi rekel, ja, ta veliki so sigurno na vrh kot vedno, pa ni tako. Zato imamo danes med sabo kar nekaj malih podjetij ali pa srednjih podjetij, se pravi malih, ki so bile nekoč male, pa kar naenkrat so ratale srednje in sem zelo vesel okrogle mize na koncu. Z nami Sabina Sobočan, kolega iz Roto, Štefan. Jaz mislim, da bo zelo zanimiva in moram pohiteti, a ne? Še ta zadnja, to so pa v bistvu podjetja z visoko tehnološko zahtevnostjo. Ima še kdo korajžo, da vzdigne roko? Kjera so na vrh? Visoka tehnološka ali nizka? Pa ste taj najtežji, mogoče je čisto obrnen. Lahko pa, da je to finta. Se pravi, kdo se upa odgovoriti še na to? Pa tudi, če bo falil, mu bo Neža dala nekajco. Tako da, evo, kolegica, nizka. Poglejmo, če so res narobe, ampak jaz vam dam dekco. Lejte, zelo pomembno je, da pri nastopu vključite, bi rekel, to nas uči Vesna. Vesna je našo prodajno ekipo vzela v roke in nas naštikala prav, moraš imeti nekaj, da vključiš, bi rekel, publiko, moraš se mobilno gibati, moraš jih kaj vprašati, moraš jih presenetiti, da mislijo, da je jasno, da je visoka, v bistvu je pa nizka in tako naprej. Vesna, se bom, se mi kar gre. Zdaj smo malo gledali nazaj, se veste, umar, številke, to je tisto, kar je bilo včeraj. Zdaj gledamo pa naprej. Nekaj, kar prihaja, vsi ekonomisti pišejo, kriza tu gor dol. Mi mislimo, da bo ta malo drugačna. Sicer smo dali naslov cunami, ker to je tudi, bi rekel, tako deluje in so vse krize do zdaj kot cunami udarile. Ampak ta se nam plazi kot ena megla, počasi, že celo leto napovedujejo mraz okoli hiše. In je to velika prva razlika od kriz prej. Mogoče se bo to tako počasi preplazilo, da sploh opazili ne bomo. To je zelo nevarno, pazite, vas, tako kot žaba v mleku, ne, in če poznate, ne, vas se greje in kar naenkrat opazite, da ste pod površino. Druga zadeva, ki je različna, je BRIC. BRIC je bil izhod v prejšnjih krizah. Firme, države so našle tako imen outsourcing v Indijo. Se pravi, nizko produktivno proizvodno v nizkih produktivnih so outsourcali v Indijo in so v bistvu zmanjšali stroške. V Indiji, v Kitajski so na to v bistvu plače zrasle in so najdli tam trg. BMW je ogromno izvozil v Kitajsko. No to se zdaj zapira. Se pravi, ne bo tega izhoda, ki je bil v prejšnjih 2 krizah. In tretja razlika je, da v bistvu mogoče ne bo udarila najprej v Ameriko, tako da bomo videli, kako bo to izgledalo, ampak bo kar v Evropo. Velja se pripraviti. Mi imamo v bistvu ene par taktik, ene 5, jih bom naštel na hitrico. Najprej seveda morate imeti radar, ki gleda dosti naprej, poslušati malo, kako drugi to počnejo in mogoče kakšne dobre prakse sabo odnesti, nekaj jih bomo tlele najdli. Zelo pomemben je, koliko težko ladjo imate, koliko hitro vozite, se spomnite Titanika, ne? Koliko hitro vozite, koliko imate močen motor, da obrne to ladjo, ko vidite pravzaprav z radarjem spredaj
goro, bi rekel, ledeno, a ima tako močen motor, da obrnu, ali bo šlo noter, zato ker nimam te moči, ne. Tako da morate, ne vem, gledam največkrat Petrol, ne, kjer je zdaj odnesel kapitana, pa mogoče ga niti ni odnesel, mogoče ga je celo not kdo porinil, ne. Tako da kako bo ta tanker slovenski, ta prvi, ta najmočnejši to speljal, ne. Ker če ne bomo mogli mi, mlajši, ne, manjši. Tukaj je pet sugestij, kako to narediti, pa bomo o tem mogoče malo več kasneje debatirali, ker Vesna gleda na uro. Vse jih bom naštel, ker so super in so vse povezane s time managementom, ne boste verjeli. Mogoče ne zgleda na prvi pogled, ali pa lih na prvi pogled zgleda, ker ima Beni na čeladi lepo špico napisan. Beni je namreč športnik, ki ga mi sponzoriramo in mi mislimo, da je šport odličen, recimo temu vzor lahko ekonomiji, ne. Tudi vidim, da ti vsi vodje, ki na 10 in več let vodijo podjetja, kot je Petrol, Berločnik je bil 9 let vzgori, kot je Krka, zdajle na NLB, jaz upam, da bo Brodnjak 10 let zdržal. To so res, bi rekel, ta pravi kapitani, ki v bistvu pred sabo, tako rekoč, nam manjšim podjetjem delajo za vetrje. Se veste, pri kolesarstvu, ne, ta prvi reže zrak v zadnji, pa potem za njim mal drugi, ne. Na mišice ali na kreativno. Jaz mislim, da ta produktivnost, ki jo danes namenjamo, je sicer low hanging fruit, hitro lahko dosežemo efekt, ampak ne moramo pridemo do stropa. Slej ko prej. Ljudje imajo tudi prosti čas. Barbara je rekla, moj je šel zdajle na smučanje, namesto da bi bil tle. Ja, sej cel let delo, sej je najmočnejši. Hvala Bogu, da je šel tudi na smučanje. Microsoft Japonska je šel iz 8 ur na 6. Slovenska skaza je šla iz 8 ur na 6. To so poskusi, se veste, eksperimenti vedno ne ratajo, ampak jaz mislim, da je skrito tukaj noter nekaj, kar pomeni produktivnost. Namreč produktivnost je rezultat deljeno z časom in ker prihaja kriza, mogoče rezultat ne bo mogel tako hitro gor, bomo pa lahko na času kaj naredili. Bomo čim več naredili v 6 urah in zginili domov v familijam in zginili na šport in vse tisto, kar pravzaprav človek rabi, da napolni baterije. Se pravi, zelo pomembno, jaz bi vam lahko povedal, kaj se nam dogaja, velika revolucija na registraciji delovnega časa. Včasih smo imeli na stenah terminal, smo se žigosali pa štempljali, pol je špica prišla, smo se našpičali, ne. Zdaj so terminali za pasom in so kartice na stenah. Jutri tudi tega ne bo. Bo v bistvu prostor nas poznal. Barbara je rekla, kako imaš ti na papirju to analogno tamle na vhodu. Ne bomo sploh imeli jutri več nič. Vi boste prišli na dogodek, soba vas bo spoznala, boste čista prav, vrata se vam bojo odprla, boste videli, to je zelo blizu. To je zelo blizu. Druga zadeva, druga naloga, ki si jo lahko zapišete, treba je skozi razmišljati, kako fiksne stroške spraviti v fleksibilne, se pravi outsourcing. Tle je špica izredno uspešna od leta 2002, to je ta naša Amerika, smo štartali na freelancerje. V Ameriki se ljudje odpopajo in to se nam tudi zdaj dogaja tle. Niso več tako vezani na firmo, hočejo biti samostojni, avtonomija je hud driver za človeka. In te freelancerje smo mi podprli, se pravi njihove ure oni vodijo na našem softveru in jih je vedno več. In to bomo zdaj razširili, to bo odlična odskočna točka, se pravi freelancerji so že eno, seveda pa lahko outsourcate tudi sredstva in marsikaj tega. Ta tretja je zelo pomembna, CAPEX na OPEX. To je pravzaprav cloud. Se pravi, če ste vi zdaj mogli software kupiti, licencno politiko slediti, zdaj naročite nekaj. In v kriznih časih, se veste, likvidnost, kje bomo pa zdaj denar dobili, ki ga ni toliko, v bistvu greste iz investicije v naročnino. Mi bomo seveda kot špica nekaj časa kot riba pod vodo držali sapo, potem pa bomo splavali ven, sem siguren, vi pa pravzaprav boste imeli to možnost, da boste naročali in iz meseca v mesec splanirano lahko v bistvu vodili stroške. Tretja zadeva, plansko, agilno, zelo pomemben japonski model, danes sem spodaj srečal nekateri od vas tudi Toyota, sicer imajo samo štand, ampak Toyota je del zgodbe, ne boste verjeli, kako so Japonci z majhnimi avtomobili z hudo konceptom produktivnosti prehiteli Američane z velikimi avtomobili, kjer lahko zbereš kjerokoli barvo pri Fordu, samo da je črna. Odličen koncept, ki mislim, da ga moramo Slovenci pokopirati, zato ker smo tudi majhna država, ker smo tudi agilni. Pa da še malo o rezultatu rečem, to sem itak že povedal. Tako da v bistvu nekaj za sabo vzeti je mogoče na temle slajdu.
kakšne prednosti imamo zdajle in kakšno državo bomo pustili svojim zanamcem. Jaz mislim, da nam je to neke vrste ključen cilj. A bomo, bi rekel, predali štafeto v dobri kondiciji, a ne? Kako to narediti? Kakšni so v bistvu, bi rekel, izhodiščni položaj, ki ga imamo zdajle? Jaz pravim, da je super izhodiščni položaj. Kljub temu, da so viharji, ki prihajajo, nekdo, ki nas na vrhu vodi, pa mogoče ne najbolj agilno in tako naprej. Če bomo mi, bojo tudi oni, boste videli, ne gre drugače, se bojo mogli preobrniti na glavo, poslovne modele vgraditi. Saj z nami je tudi neke državne uprave, tako da se zahvaljujem tisti, ki so se okorajžali. Majhna Slovenija sem že omenil in njena agilnost je velika prednost Slovenije. Mi lahko hitrejše odvijugamo kot Nemčija, Francija in vsi te, ki se počasi odločajo. Niti ne razumejo, da če bojo Srbijo, pa Bosno, pa Hrvaško, pa Makedonijo sprejeli v Evropsko skupnost, da je to velika prednost. Tok kratkovidni pa res ne morejo biti, ker vse krize največje svetovne so se na Balkanu začele. Tako da, če tega ne vidijo, stalne spremembe, spet. Jaz mislim, da je Slovenija tle v tem geografskem položaju skozi na udaru. V bistvu so nam vzeli pol bivšega trga in smo vseeno preživeli. Jaz mislim, da smo zaradi tega izredno žilavi in to moramo izkoristiti. In tretja zadeva je, da smo na prelomnici med vzhodom in zahodom. Saj veste, že naši prednamci so imeli nesvrstanost v svojem strateškem planu. Ta pozicija je zelo pomembna, se pravi med zahodom in vzhodom. Med Ameriko in Azijo se pravzaprav za Luko Koper marsikateri zdajle, bi rekel, tolčijo, da bodo prišli do njih. Namreč do Luke Koper je najbližji vhod v srce Evrope, kjer je ta prava industrija. Tako, kdo pa bomo, če ne mi, kdaj pa bomo, če ne zdaj. Hvala lepa za vašo pozornost. No, če pa zdaj niste našpičeni, potem pa nikoli ne boste. Najlepša hvala, Tone, za tale kritični pogled, za široko sliko pa za dobre ideje in seveda za spodbudo, da se premaknemo v tehnološko bolj podprto prihodnost, kjer bo produktivnost logična posledica boljšega spremljanja naših delovnih nalog in pa seveda optimizacije delovnih procesov. No in ko smo že pri spremljanju delovnih procesov, slovenska podjetja k temu pravzaprav zavezuje tudi zakonodaja. Kaj prinaša v letu 2020, nam bo pojasnila Vesna Stanković-Juričić, pravna svetovalka za področje informacijskih tehnologij, sicer pa direktorica in ustanoviteljica podjetja IT Law Consultancy. Aha, v tole, pa to govorim. Ja, lep pozdrav. No, zdaj po takem nastopu Toneta bo težko ujeti dinamiko, še posebej zdaj s pravnimi temami, ki so po defaultu morda malo bolj dolgočasne. Torej, jaz bi torej začela takole. Na nivoju Evropske unije se pripravljajo spremembe zakonodaje, torej pravil o delovnem času. Od zadnje posodobitve te direktive o delovnem času je minilo precej let, svet se je v tem času precej spremenil. V Sloveniji pa se pripravlja nova zakonodaja na področju evidenc delovnega časa. In preden grem v detalje razlagati, kaj ta nova pravila prinašajo, bi pa želela v bistvu opozoriti, da pravilo o delovnem času in s tem povezanimi evidencami ni moč pravilno razložiti in pa tudi razumeti, če ne razumemo, kaj je sploh osnova oziroma kaj je vodilo zakonodajalce, da imamo v Evropi, fokus je danes na Evropi, sploh reguliran delovni čas, torej predpisan strani države. Mogoče kakšne ideje na hitro? Zdaj sem slišala, da je treba vključevati publiko. Torej, zakaj so v Sloveniji, zakaj so v Evropi tako določena pravila o minimalnem času dnevnega počitka, o tedenskem počitku, o letnem dopustu, o odmorih, o maksimalnem tedenskem delovnem času, nočnem delu, izmenskem delu, nadurah. V začetku, ko smo bili homo sapiensi, še vedno smo, ampak ko smo bili nabiralci in lovci, je bilo prostega časa veliko več. A ste vedeli to? Jaz tega v bistvu nisem to drugače predstavljala. Jaz sem mislila, da tam v bistvu
recimo 13 ur hengajo, nabirajo fige, oreščke, pijo kako srno, ves čas nekaj delajo v tem, ne, da preživijo. No, ampak ni bilo tako, v bistvu so manj delali, kot mi danes delamo. Z razvojem poljedelstva, agrarno revolucijo, pa še posebej z industrijsko revolucijo, pa se je čas, ki ga je človek posvečal delu, močno povečeval. V 18. in 19. stoletju so bili 80-urni tedenski delovniki zelo običajni in takrat se je začelo v okviru teh delavskih bojev, ne, tudi delovni čas regulirati. In to je danes običajna razlaga in utemeljitev, zakaj je potrebno zakonsko urediti delovni čas. Torej potreba po izravnavi negativnih učinkov prekomernega dela in izkoriščanja delavcev. Zdaj pa naprej, ne, če se premaknemo v sedanjost. V zadnjem času pa se je težišče razprave, zakaj je potrebno delovni čas zakonsko urejati, v odločevalskih centrih močno spremenilo. Poleg tega zgodovinskega razloga, ki je v zaščiti delavcev, ki je, da se razumemo, še vedno izredno pomemben, pa postaja vedno bolj pomemben kot zakonodajni motiv regulacije delovnega časa tudi upravljanje z delovnim časom kot element konkurenčnih strategij in pa sposobnosti podjetij, da se z delovnim časom in pa organizacijo dela prožneje odzivajo na spreminjajoče se zunanje razmere, ki smo jim priča, ne. Svet je drugačen, kot je bil v 19. stoletju, ekonomija temelječa na znanju ima povsem drugačne podstavke in podstata, ne, kot industrijska ekonomija in mi smo zdaj ravno v tem prehodu, ne. V zadnjih 2 desetletjih smo intenzivno priča strukturnim spremembam, ki so močno vplivale na skupno trajanje in razporeditev delovnega časa, torej gre za splošno skrajšanje delovnega časa, gre za polarizacijo delovnega časa med skupine delavcev, med različnimi skupinami delavcev in pa postopno izginjanje teh standardnih vzorcev individualnega delovnega časa, kot posledica naraščajoče raznolikosti osebnih preferenc, delovnih vzorcev in s tem tudi naših življenjskih stilov, kar vse vpliva na vrsto in pa kvaliteto razpoložljivih delovnih mest, potrebna znanja in spretnosti ter način organizacije dela za dosego organizacijskih prožnosti in pa seveda najpomembnejše učinkovitosti. Jaz ko zelo rada recimo dam primer, na primer nek novodobni tehnološki startup. A ne, poznate, ampak oni tipično ne sledijo in ne upoštevajo neka pravila standardnih vzorcev delovnega časa, ne. So inženirji, developerji, ki delajo ponoči, pridejo v službo ob 12, ampak vseeno, ne, pa mora tak nek startup, a ne, tudi znati delovni čas pravilno upravljati, če ne bo učinkovit in ne samo inovativen, ne. Se strinjamo? Torej, zdaj, če grem na te odločevalce spet, pa malo to premaknem. Novodobni odločevalci v EU in Sloveniji tako pri sprejemanju regulative zdaj upoštevajo oba elemente enakovredno, torej zaščito delavca, kot tudi zagotoviti orodje podjetjem, da se prožneje odzivajo na realnosti 21. stoletja. Jaz ob tem danes zelo zavestno zanemarjam vidik umetne inteligence, ki seveda v prihodnosti lahko bistveno vpliva na skrajševanje tedenskega delovnega časa in bomo lahko tudi enkrat imeli 15 ur dela na teden in seveda potem ta univerzalni dohodek, ali kako se temu že reče, ne. Ko govorimo o delovnem času, pa seveda ne moremo, da ne ugotovimo, da je predpogoj za pravilno obvladovanje delovnega časa vzpostavitev primernih evidenc. Zakonodaja določa jasno, kakšne so obvezne evidence, to pri nas določa zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti in torej ta zakon je predpogoj v Sloveniji, da sploh lahko govorimo o učinkovitem obvladovanju delovnega časa in pa sposobnosti zagotavljanja skladnosti poslovanja. Področje evidence v Sloveniji in v Evropi slabo urejeno, delovni inšpektorat kot pristojna inšpekcijska služba v Republiki Sloveniji ugotavlja, da so kršitve v povezavi z delovnim časom in evidencami na vrhu vseh kršitev, vseh delovnopravnih predpisov, zato si tudi na Ministrstvu za delo, v pristojnem resornem ministrstvu, prizadevajo za spremembo predpisov s področja evidenc. Trenutno je motivacija za delodajalce slaba, kazni za nevodenje evidenc oziroma pomanjkljivo ali pa lažnive evidence so zanemarljive,
Tukaj bi jaz recimo, za razliko recimo od GDPR, zelo popularna tema lansko leto, kjer so bile pa predpisane kazni zelo visoke in je bilo tega manevrskega prostora za tako imenovani regulatorni moralni hazard glede spoštovanja predpisov manj. Letos maja je pravno pokrajino, to sem si spomnila, ta izraz pravno pokrajino, na področju urejanja delovnega časa in vodenja evidenc temeljito pretresla odločitev sodišča Evropske unije, to je najvišje sodišče v EU, ki zavezuje, katerih odločitev zavezujejo torej vse države članice, v zadevi, ko je španski sindikat tožil Deutsche Bank. In da citiram direktno iz odločbe sodišča, je torej sodišče reklo, da brez sistema, ki omogoča evidentiranje dnevnega delovnega časa, ki ga opravi vsak delavec, ni mogoče objektivno in zanesljivo določiti niti število opravljenih delovnih ur in njihove časovne razporeditve, niti števila nadur. Takšna ureditev v praksi onemogoča, da bi lahko delavci uveljavljali svoje pravice. Zato morajo države članice zaradi zagotovitve polnega učinka pravic iz direktive o delovnem času delodajalcem naložiti obveznost, da vzpostavijo objektiven, zanesljiv in dostopen sistem, s katerim je mogoče evidentirati dnevni delovni čas, ki ga opravi vsak delavec. Naloga držav članic je, da opredelijo konkretna pravila za uvedbo takšnega sistema, zlasti obliko tega sistema, po potrebi ob upoštevanju posebnosti vsakega posameznega sektorja ali posebnosti, ki med drugim izhajajo tudi iz velikosti podjetij. Torej, evidence so zdaj jasno orodje delodajalca in orodje delavca. Odločba sodišča je poleg dejanskega stanja na terenu, v Sloveniji, kjer se torej ne spoštujejo večinoma določila zakona glede vodenja evidenc, oziroma so te evidence torej pomanjkljive, je torej še dodatna spodbuda za Ministrstvo za delo, ki že intenzivno pripravlja novelo zakona o evidencah s področja dela in socialne varnosti in ki bo tako določneje in bolj podrobno predpisala pravila obveze delodajalcev glede evidenc delovnega časa. Zdaj, po teh informacijah, ki so meni dostopne, novela zakona se pričakuje, da bo na pomlad naslednje leto na vladi in gre potem v državni zbor. Torej, predlogi sprememb torej nakazujejo, da se določa obveznost dnevno vpisovati tudi čas prihoda in odhoda delavca na delo ter čas zaključka in koriščenja odmora. Širi se definicija delavca in sicer tako, da ta pojem vključuje tudi vse delavce oziroma sodelavce, ki delajo prek podjemnih in avtorskih pogodb. Predvidena sprememba je tudi v predpisanem načinu, kako naj se vodijo evidence, da bodo verodostojne. Opcija seveda tudi je obvezno elektronsko vodenje evidenc in pa določilo, da mora delodajalec delavce vsak mesec seznaniti s podatki iz evidence o izrabi delovnega časa. Višje kazni za kršitelje se predvidevajo in pa seveda upoštevale se bodo nove tehnologije in pa zahteve po fleksibilnejših delovnih oblikah. Torej, kot sem že rekla, v EU intenzivno poteka torej tudi diskusija med socialnimi partnerji o spremembi direktive o delovnem času, ki bo seveda in pri nas inkorporirana v novelo zakona o delovnih razmerjih. Namen teh sprememb je v drugačni ureditvi delovnega časa, ki bo omogočala družbam prožnejše odzivanje na spreminjajoče se zunanje okoliščine in na ta način bo nova EU direktiva formalno upravljanje z delovnim časom uvedla kot kategorijo produktivnosti in enega od osnovnih predpogojev za optimalno delovanje na trgu. In s tem bi jaz zaključila. Hvala za vašo pozornost. Če bodo kakšna vprašanja, pa lahko potem popoldan oziroma po zaključku se pogovarjamo. Stanković Juričič, najlepša hvala. Zdaj pa poglejmo, kako je upravljanje z delovnim časom videti v praksi. Izkušnje velikega podjetja nam bosta predstavila dr. Borut Puklavec, direktor strateške informacijske tehnologije pri Adventura Holdingu in Džangir Kolar, skrbnik IT sistemov Nomaga.
sistem. Ja. Ti pa delajo? Prav. Dobro jutro vsem in hvala našpičeni ekipi za povabilo na ta lep dogodek, smo počaščeni. Midva sva Džangir in Borut iz podjetja Nomago, podjetja, ki ga pred 3 leti sploh še ni bilo. Bilo pa je 12 trenutno podjetij, ki smo jih združili v Nomago. To samo po sebi že prav kliče po temu, da imaš izzive pri tem sistemu, o katerem se bomo danes pogovarjali, in sicer time and space oziroma sistemu za evidenco delovnega časa in za pristope. Jaz rad povem, da nismo združevali podjetja, ampak da smo združevali svetove. Tu smo imeli od velikih, recimo temu klasičnih podjetij, pa do startup turističnih agencij, kjer je bila ideja za registracijo delovnega časa izražena z eno samo besedo. Kaj? Tako da smo imeli izziv že na tem mestu. Potem je sama specifika branže prinesla naslednje izzive. Imamo voznike, ki se registrirajo v nekem čist drugem softveru, kjer pač se vodijo njihovi delovni oziroma potni nalogi. In potem imamo režijo, ki uporablja sistem špica seveda, in da je vse skupaj bolj zanimivo, obstajajo še kombinatorci, ki so malo vozniki, malo pa mogoče kakšni serviserji zraven in so torej na pol vozniki, na pol režija. Kako rešiti? Ja, z nekim dobrim softverom. Je bila to špica, bo razložil Džangir. Podjetje je razpršeno na 30 lokacij. 30 lokacij ne opremljaš s čitalci, ker je to predrago. Je špica znala rešiti ta naš problem, ali ne ponudila kakšno rešitev, bo povedal Džangir. Specifika branže pa še tudi neke druge okoliščine so pripeljali tudi do tega, da smo postavili dokaj heterogen informacijski sistem in ta del, o katerem se danes pogovarjamo, je moral biti dobro API podprt, da smo ga lahko integrirali v ostale dele. In nazadnje še, ker je Tone omenjal naše kolesa in to, o čem danes sicer nismo mislili govoriti, ampak potem jih omena. Seveda, mi imamo neko enotno Nomago kartico, ki je vedno bolj telefonska, virtualna kartica in ta kartica podpira več ali manj vse, kaj se v našem podjetju dogaja, tako za stranke kot za zaposlene. In hoteli smo, da ta kartica tudi omogoča vstop v podjetje in registracijo delovnega časa. Ok, da ne bom predolg. Torej, v bistvu smo bili postavljeni pred ta komisijo. Z Džangirjem smo se tako dobro potrudili, da zdaj več ne ve povedati na pamet in bo nikar prebral. Torej, rabili smo vzpostaviti fleksibilen, zmogljiv in dovolj odprt sistem, ki bo za vzdržni total cost of ownership zadostil Nomago, time and space potrebam in posledično prispeval k višji produktivnosti. Kako nam je uspelo, bo povedal Džangir. Hvala, Borut. Jaz sem bil nekako zadolžen za izvedbeni del in špico smo, če rečemo, v dobrih 4 mesecih uspeli rešiti vse izzive, seveda se novi pojavljajo sproti. Bom pa razdelil po sklopih, kako. Osnova je dostop, to pomeni, zaposleni morajo nekako priti v naše prostore. Režija je, če rečemo, neko tretjino, 2/3 voznikov, vendar smo morali poskrbeti tudi za voznike. Vozniki so morali imeti kartico, ki je omogočila druge stvari, zato je bila poenotena Nomago kartica zelo pomemben faktor za nas, da nismo imeli 3 različnih kartic, bi se pač zgubljali, bi imeli dokaj kompleksen problem. Kar je vodstvo si zaželelo, vodstvo si je želelo seveda, da nimajo kartic, so rekli, oni bi imeli to na telefonu. Špica tudi to omogoča, ne samo za Androide, Borut je zelo vesel, da tudi za iPhone obstaja rešitev in lahko pač odpirajo prostore s samim telefonom. Imeli smo potem tudi težavo za voznike. Vozniki so prihajali v vseh časovnih obdobjih. In če so prišli zvečer v garažo, je bila ta zaprta, je moral dol priti, odpreti s kartico nazaj na avtobus in odpeljati. So nam ponudili rešitev, da je poklical in na določeno telefonsko številko, je bila vezana pravica, so se vrata odprla in smo tu ušparali na času.
Vsekakor vsi ti dostopi so monitorirani. Za določene lokacije imamo alarme. Če so kakšna od vrat predolgo odprta, se sproži alarm in pošlje lahko SMS ali mail in se gre preveriti, zakaj je neka stvar odprta predolgo. S tem smo nekako pokrili dostope. Osnovni program za to je bil Time and Space, ampak zraven smo imeli še ta hit za telefone, VSM za alarme. Enkrat, ko zaposleni dostopijo v naše prostore, je potrebno se registrirati. Vozniki, kot je Borut omenil, imajo neko zunanjo rešitev, ločeno, ker je vezana na njihovo specifiko. V Time and Spaceu so se pa na različnih lokacijah ljudje različno registrirali. Kartica Namago je za večino režije, ker pa imamo določene lokacije, manjše avtobusne postaje, kjer sta mogoče 2 zaposlena, je bil nesmiseln strošek vlagati v registrator, ampak seveda Špica spet ponuja rešitev in v tem primeru je preko brskalnika možno dostopati, aplikacija se imenuje WebDog, seveda tudi tu zavarovano, da ne bi delavci od doma se prijavljali, je vezano na IP, na lokacijo se lahko omeji in smo rešili še to. Za določene zaposlene, predvsem, če govorimo o tistih, ki se ne registrirajo, o vodstvu in podobnih, smo preko Synca, bom nekaj pozneje povedal o tem, preko neke integracije vozili podatke o prisotnosti tudi za njih. Ker imamo enkrat zajete podatke o sami registraciji, na koncu meseca moramo to obračunati in moramo plačo. Za plačo pripraviti, koliko je bil nekdo v službi, koliko je bil službeno odsoten, dopusti in podobno. To rešujejo s PIF-om, program, ki obračuna podatke za plače. Osnova, če rečem, registracija, ki se obračuna in se pripravijo podatki za plače. Ogromno fleksibilnost dosega ta program z določenimi razširitvami. Pri nas je mogoče potrebno imeti že pri registraciji zaradi kompleksnosti dela, mi imamo različnih 70 urnikov, ki se potem v neke režijske sheme, ki jih je tudi 50 in ponovno, s pomočjo Špice smo lahko rešili tudi take kompleksne stvari. Ker je sistem kot tak zelo kompleksen, mi se povezujemo, če rečemo na Vision, če smo Microsoft, tu lahko jih omenimo, je naš osnovni ERP sistem, nekako iz Špice morajo priti podatki, po drugi strani imamo še nek dokumentni sistem, ki je povezan s Špico in Špica omogoča več načinov komunikacije. Borut je omenil, danes je zelo pomembno, da imamo API, da imamo web servise, da lahko komunicirajo aplikacije zelo enostavno. Po drugi strani, v določenih primerih pa ni dovolj, da imamo samo web servise, ponekod na nivoju baze, je potrebno sodelovati med sistemi, ampak oni ne dovolijo, ker je tudi pravilno, da bi drugi sistemi direktno šarili po njihovih podatkih, so neke vmesne tabele in s pomočjo sistema Sync se pač uskladijo podatki med sistemi. Te kombinatorci, kot jih je Borut prej omenil, z njim imamo, če bomo rekli, največ izzivov. Je potrebno v obeh sistemih zagotoviti, da se podatki ne podvajajo, da so vseeno vneseni. Tu smo reševali preko nekih view, pogledov na bazo, določenih konsol, ki smo jih implementirali. Zadnji modul, ki bi ga omenil, in smo ga tudi na koncu implementirali, revizijska sled. To je zelo pomembno, vmes je nekdo omenil, da je potrebno omogočiti samostojnost zaposlenim, vendar po drugi strani želimo pač tudi sledljivost. Vodje nekako zdaj spremljajo svoje zaposlene, vmes se je pojavil dvom, ker na 1000 ljudi je težko spremljati, če bojo kakšne težave, če bojo kaj spremenili, ker ne bi smeli, imamo pa sledljivost, tako da za nazaj lahko vidimo, kaj se je dogajalo. To je samo dokaj poenostavljena shema. Kako pridemo recimo do plač? Na začetku se nekdo registrira, v Time and Space se je to zavedeno preko urnikov, ki so tam, lahko vemo, a je ta zaposleni
prišel v pravem času. Business Connect je, kot smo rekli, dokumentni sistem, od tam prihajajo podatki o dopustih, o službenih poteh, na koncu se to obračuna v PIF-u in se prenese v Navision, e-bus sistem je pa za voznike. Vmes, preden se obračuna v Navisionu plača, je pa še kontrola, da se preveri, da se ne podvajajo podatki med e-busom in PIF-om. To je na kratko zelo poenostavljen opis sistema, ampak kot smo videli, smo imeli ogromno izzivov in Špica nam je pri tem pomagala. Zdaj Borut, mogoče še kakšno zaključno besedo. Več veliko, samo še končni ček, nam je uspelo misijo pripeljati do uspešnega cilja. Odgovor imamo samo na enem kliku. Hvala. Hvala lepa. Očitno Špica zna rešiti tudi neverjetno kompleksne posle, ampak v resnici preprostih poslov pravzaprav danes več ni. Zato vam predstavljamo še eno zgodbo iz prakse, in sicer podjetje Also Technology, z nami je Blaž Bregar, regionalni HR poslovni partner. Spoznali bomo njihov primer in kako so rešili svoje zahteve in uspešno zdaj evidentirajo delovni čas svojih zaposlenih. Dober dan. Evo, najprej, da nekaj malega povem o tem, kdo so. Jaz sem Blaž Bregar, sem Regional HR Business Partner, pokrivam zdaj 5 držav v Also grupi, ki je naše matično podjetje. Do pred kratkim smo se imenovali DIS. Lansko leto novembra nas je prevzela Also grupa, ki je švicarska firma in največji dobavitelj tehnoloških rešitev v Evropi. In to je prineslo zraven nove zahteve v vseh teh procesih, ki jih imamo, predvsem, ki so povezane z odobritvami, v tem primeru odsotnosti, dopustov, službenih poti in podobnih zadev. Mi smo relativno kompleksno organizirani, imamo tamle sem eno tako hierarhijo narisal, in ključno je bilo to, da pač vodja svojim podrejenim vedno po celi hierarhiji do gor, do direktorja se to naredi. Prejšnji sistem, ki smo ga imeli, tega ni omogočil, je bilo samo na enem nivoju in smo rabili rešitev za to. Druga zadeva, kjer se nam je zataknili, so bili API in podobne zadeve, da bi lahko naredili integracijo v različne druge informacijske sisteme. Mi jih uporabljamo cirka 5-6, enega za plače, drugega za potne stroške, vodenje evidence časa, primarni informacijski sistem in tako naprej. Načeloma pristajamo na to, da imamo specializirane majhne rešitve, ki se znajo med sabo povezovati, ker se na koncu izkaže, da so te le najboljše v svojem delu. Cilj je bil pa tudi zmanjšati število papirologije, s katero smo se ukvarjali, zaradi tega, ker vse to, kar nismo znali pohendlati v samem informacijskem sistemu, smo v bistvu reševali s papirji, obrazci v takšni ali drugačni obliki. Mi smo zbrali Špico tukaj, prišli so do nas, takoj, ko smo rekli, da imamo issue na tem področju, smo se usedli, smo povedali, kje so naše bolečine, najdli so rešitev za nas, pogledali smo tudi malo konkurenco, seveda, da vidimo, ali so mogoče boljši, niso. Niso nam pomagali poenostaviti vso zadevo do te mere, da smo lahko v bistvu speljali vse te zahteve, ki jih je od nas ta naša matica zahtevala. Mi smo zdaj s tem dobili tudi boljši nadzor nad celotno evidenco delovnega časa. Pomagali nam je tudi to, da lahko zdaj zaposleni sami vsi izpolnijo vse te zadeve, vodje prek računalnika, prek maila, neposredno potrdijo vse odsotnosti, odobrijo službeno bolniško, vnesejo in ostale te ključne podatke. Predvsem pomembno je pa, da so tudi vsi te podatki, ki so zbrani v sistemi, primerni za
izvoz in potem uvoz v druge informacijske sisteme. Mi uporabljamo Vasco za preračunanje za plače in tukaj nam je v bistvu ta poročila tudi zgenerira zdaj sistem. Seveda je pa itak vedno ključno, da zadovoljimo zahteve zakonodajalcev tudi v prihodnost in pa seveda tudi internih revizorjev, ki pridejo vsako leto nas pogledati in če imamo vse zadeve urejene tako, kot je potrebno. Predvsem pa je ključno, da smo zagotovili tudi s tem z neko moderno platformo, ki je narejena, bomo rekli, po arhitekturi tega današnjega časa, z oblakom, z API vmesniki, ki nam omogoča nadaljnjo povezljivost v druge informacijske sisteme. Mi imamo plan v kratkem pripraviti, nadgraditi naš sistem za vodenje potnih stroškov z mobilno aplikacijo in ta mobilna aplikacija se bo ravno tako povezovala z špicnim Olaversom Pro, ki bo pomagal pri tem, da se bojo določeni podatki in vnosi naših zaposlenih v bistvu zmanjšali in bojo tako bolj produktivni, ker ne bojo rabili pretipkavati neznosne količine podatkov noter v sistem. Druga zadeva, ki bo pa omogočila poenostavitev in je planirala za ponovnem letu, je pa integracija v Azurejev, Microsoft Azurejev AD, ker bo omogočil centralno autentikacijo in spet omogočil našim uporabnikom lažje delovanje, ker bojo rabili vedeti eno geslo za vse sisteme, ki jih v bistvu uporabljamo tukaj. To je to. Hvala lepa. Hvala lepa. Če smo si zdaj pogledali malce bolj celostno izkušnjo, pa pojdimo zdaj na vaše konkretne primere. Kaj lahko že danes odnesete iz tega dogodka? Za vas imamo konkretne namige s strani Mojce Poličnik, specialistke za rešitve z področja evidence delovnega časa. Predstavila vam bo modul z zanimivim imenom e-bolj. Kako torej olajšate vse delo, vso papirologijo z bolniškimi odsotnostmi? Mojca, lepo prosim. Ja, pozdravljeni še iz mojega imena. Moje ime je Mojca Poličnik, sem specialist za rešitve z področja evidence delovnega časa. V Špici sem zaposlena več kot 10 let. V Špici se pojavljam v teh različnih vlogah, enkrat kot svetovalec, nekateri me že od vas poznate, pojavljam se v predprodajnih aktivnostih, kdaj tudi kot implementator. Ker sami razvijamo program za evidenco delovnega časa, se pojavljam tudi pri razvoju novih modulov. Prav tako pripravljam kakšne specifikacije za kakšne rešitve po naročilu. Danes pa je moja vloga ta, da vam predstavim, kako se je Špica lotila novega izziva, ki se mu reče elektronske bolniške. Seveda na začetku ne morem brez tega, da vam vsaj na hitro predstavim našo Time and Space družino, s katero lahko dejansko vplivate na produktivnost. Zdaj, najbolj pomemben član družine je seveda Time and Space Manager, ki je namenjen evidenci delovnega časa. Potem imamo tukaj bolj ta novejši modul, ki se imenuje Dynamic Scheduling, kar pomeni za modul za planiranje delovnega časa. Z njim dejansko planiramo urnike in kar je pomembno, da nas tekom planiranja opozarja glede na ta zakonska določila, ki jih je prej omenila kolegica. To pomeni, da nas opozarja, če je prekoračen kakšen dnevni počitek, tedenski počitek, nas opozarja, če smo preplanirani kakšnega zaposlenega, recimo, da smo ga preveč planirali v soboto. To nam v bistvu pomaga tako, da nekoga ne preplaniramo oziroma ga ne planiramo premalo. Potem imamo ta Špica Mobile Time, ta je mobilna aplikacija za registracijo delovnega časa, katero je prej omenjal že Tone. Na njej lahko tudi zmanjšamo čas potrjevanja odsotnosti, kar pomeni, da lahko kadarkoli in kjerkoli potrjujete svojim zaposlenim odsotnosti.
Potem imamo ta approval workflow, ki je namenjeno potrjevanju odsotnosti. Z njim zmanjšamo lahko te ročne posege v sistem time and space. To pomeni, vodja odda vlogo, zaposleni odda vlogo, vodja jo potrdi, nato pa vam to odobreno, recimo dopust, se avtomatsko prenese v sistem time and space. Tako da dodaten poseg z strani nekega time and space operaterja ni potreben. Potem imamo potne naloge. To pomeni, da vi v modulu lahko oddate potni nalog, pripravite mogoče to poročanje za rek obrazec ali pa pripravite temeljnico. Potem kot zadnji je pa moj najljubši modul, to je ta povezovalni modul za plače, ki dejansko pripravi obračun podatkov za sistem plače. Pa če se sedaj vrnimo nazaj na temo, zaradi katere sem danes tukaj. Zdaj, kot vsi že veste, se poslavlja ta papirna oblika bolniškega lista. Zdaj bo na voljo ta elektronski bolniški list. Novost bo recimo prinesla poenostavitev postopkov in pa mogoče se bo s časom tudi zmanjšalo število obiskov pri zdravniku. Zdaj pa, če mogoče v podjetje spremljate kakšen ta absentizem, pa se mogoče zanimivo drugo leto pogledati, kaj bo to prinesla. Bo mogoče zmanjšalo ta število dni bolniških, tako da bomo videli, kaj bo prineslo. Kot se iz slike vidi, bo sedaj tako, da vam bo zdravnik oddal bolniško v elektronski obliki. Vi boste lahko to bolniško prevzeli preko portala, prav tako bomo mi kot uporabniki lahko imeli pregled nad svojimi bolniškami. Potem pa boste vi si preko tega portala lahko prebrali te elektronske bolniške. Sedaj pa poglejmo, kako se je dejansko Špica lotila tega. Kot sem že prej povedala, pripravlja Špica vmesnik, ki bo na voljo v sredi januarja. Omogočala bo tako, da boste vi dejansko prevzeli te elektronske bolniške, jih z tem vmesnikom prenesli potem preko v Time and Space Manager. To pomeni, v Time and Spaceu boste morali imeti te čez kategorije vnešene, te, ki so iz razlogi zadržanosti, to pomeni bolniška, nega, poškodbe pri delu, poškodbe izven dela, tako da se bo potem avtomatsko preneslo z klikom v aplikacijo Time and Space Manager. Mi bomo z elektronskimi dovolilnicami, elektronskimi bolniškami pobrali tiste podatke, ki so nam pomembne za evidenco delovnega časa, kar pomeni začetek bolniškega staža pa za to obdobje, potem pa prvi dan zadržanosti, pa v bistvu razlog bolniške. Potem pa je sistem tako, kot že ga poznate. Naš povezovalni modul za plače ima ta vtičnik oziroma dodatek, ki je na voljo, ki se imenuje Sick Leave Distributor. Ta pa že dejansko sedaj razdeli bolniške glede na trajanje. To pomeni do 30 dni, nad 30 dni in pa nad 90 dni. Potem pa vse to, kar obračunamo preko tega povezovalnega modula za PIF, lahko prenesemo v sistem za obračun plač. Tako, zdaj, ker smo v bistvu vas povabili na ta dogodek, so se pojavili tudi veliko teh vprašanj, na katera bi zdaj šla čez, pa vam jih odgovorila. Ali bo vmesnik Špica e-bolj omogočal vnos dogodkov v evidenco delovnega časa. Seveda vmesnik bo omogočal prevzem elektronskih bolniških in nato vnos v evidenco delovnega časa z kategorijami, ki sem jih prej omenila, tako da vam ne bo potrebno ročno prepisovati iz bolniškega lista. Potem je potrebno ločiti razloge zadržanosti glede na trajanje, ali bo to uredil vmesnik. Že sedaj vam je na voljo v povezovalnem modulu za plače dodatek ta, ki razdeli trajanje razlogov zadržanosti
in jih potem preko izvozne datoteke lahko uvozite v sistem za plače. Kdaj bo na voljo ta vmesnik za prevzem elektronskih bolniških? Izdaja vmesnika je predvidena v sredini januarja 2020. Pa še zadnja 3 vprašanja. Tehnični pogoji za optimalno delovanje špice e-bolj, to pomeni, kar potrebujete. Aplikacija špica e-bolj bo za svoje delovanje zahtevala nadgradnjo našega sistema na uradno zadnjo verzijo, pa ta vtičnik za PIF, ki se imenuje SIF-Liv distributor, ta, ki sem ga že omenila, ki se poveže, razdeli bolniško glede na trajanje. Kako bo potekala namestitev aplikacije? Špica e-bolj bo razširitev platforme Time and Space, do nje bo mogoče dostopati preko vmesnika, ki ga bo seveda namestil naš strokovnjak iz špice. Pa še zadnje vprašanje, ki se mi zdi kar pomembno, ali lahko še vedno ročno prepišemo podatke iz elektronskega bolniškega lista v sistem Time and Space. Seveda Time and Space omogoča, da vi lahko ročno prepišete te podatke, ampak zdaj smo v letu 2020 in da prepisujemo ročno vpisujemo v sebe v bistvu nesmiselno, tako da vam bo ta elektronska e-bolj, špica e-bolj pomaga v tem, da ne bo potrebno ročno vpisovati. Sedaj z uvedbo digitaliziranega procesa oddaje teh bolniških listov vplivamo neposredno na izboljšanje produktivnosti v vašem svetu, v vašem podjetju. Sedaj pa smo že čez ta minute, pa bi vas na koncu povabila, če imate kakršnakoli dodatna vprašanja, da se lahko dobimo na kavi in na katere vam bom z veseljem odgovorila. Hvala lepa, Mojca. Ne vem, če ste vedeli, da je eden najboljših načinov, kako zmanjšati število bolniških odsotnosti, pravzaprav kratki aktivni odmori. No pa da poskrbimo še za naše zdravje, predlagam en kratek aktiven odmor, to ne pomeni počepov, pomeni pa, da si pretegnete noge, si privoščite kakšno kavico in se vrnete nazaj v dvorano čez 10 minut. Hvala lepa.